Živalski eksperiment je bil nekoč sredstvo za zavedanje o tem, ali je stvar nevarna, ali koristna, ali škodljiva, ali nič od tega. Tisto, kar nove tehnologije, taka kot je ta, in vitro naučeni digitalni dvojčki, prinašajo, ni zgolj nadomestek živalskih eksperimentov. V prihodnosti, in ta prihodnost je že danes v naših laboratorijih, omogočajo namreč eno bistveno zadevo. Omogočajo personalizirana zdravljenja, torej jaz lahko danes že za specifičnega pacienta naredim njegov digitalni dvojček morebitnega razvoja bolezni, ki bi jih povzročile materiali ali pa recimo terapevtiki, kar pomeni, da mi verjamemo, da bojo v prihodnosti taki podporni sistemi, kot je ta, bili ključni za to, da bo posameznik zavarovan ali pa bo mogoče celo imel targetiran razvoj, ciljan razvoj terapevtika točno za njega.